Glede grajskih propagandno oboščin in kar tako vodoma pridajem besedo našemu županu, gospodinu Janoviču. Hvala lepa. Hvala, da ste prišli in pa tudi obenem na svidenje, saj v mojem imenu. Jaz sem pa se rekel, da se grem gor poslikati, da pokažem, da smo en tim in to se vidi. So pa kolegica magister Mateja Auber-Valentan in pa kolegi dr. Velc, gospod Brlek, Samo Lozej in Blaž Peršin, eminentne osebe, ki bo razložile, zakaj je prišlo do spremembe pri usmeritvi gradu. Imamo še tu našo Barbaro Vajdo, ki skrbi za turizem. Cilj je milijon nočitev v Ljubljani in tem bo grad veliko pripomogel. Tako da uživajte na najvišji točki najlepšega mesta na svetu. Za dobro počutje boste pa skrbela pa po starosti ali mladosti Pope in Franko, predvsem postreži mamine štrukle, lepo prosim. Pardon, pa še Dada, pa nuni strani. Kje pa Dada? Skrita. Aha, ja, v senci si se postavlja, ne, tak, ne. Torej, še enkrat dobrodošli in uživajte. Stoti pa kar predajam, zdaj da boš tako bliži, dr. Vilc zele. Hvala. Hvala. Izvoli. Hvala lepa gospodu županu in naše današnje govorce tudi že prijazno predstavil. Tako da dr. Uroš Grilc, kaj, če začnemo pri mestni občini Ljubljana, še vedno veliko za kulturo, kaj je mestna občina Ljubljana vodila k ustanovitvi novega javnega zavoda in kaj oddelek za kulturo pričakuje od ljubljanskega gradu? Lepo pozdravljeni. Strategija razvoja kulture v MOL je precejšno pozornost namenjala kulturnemu turizmu na več ravneh, tako z vidika popularizacije vrhunske umetnosti, v okviru katerega veste, da smo upeljali festival Juni v Ljubljani in pa deloma seveda tudi festival Bobri, lahko razumemo v tem kontekstu. Je to pozornost pa na tej institucionalni ravni logično usmeril v osrednjo točko kulturnega turizma v Ljubljani že takrat in že danes, to je Ljubljanski grad. Odločitev o tem, da se ustanovi samostojni javni zavod, je temeljila v prvi vrsti na tem, da je grad danes prostorsko bistveno bolj zaokrožena celota, da je večji del gradu obnovljen, da se je seveda lani postavila razstava slovenske zgodovine, ki je seveda pomembna stalna vsebina na Ljubljanskem gradu. In to so bile tiste prelomne točke, ko je bilo potrebno razmišljati o gradu kot celoti, predvsem z tega vidika, da grad ne zaživi zgolj kot prostorska celota, pač pa kot programska celota. To je tista ključna naloga in tisto ključno pričakovanje mestne občine Ljubljana, da grad oblikuje v tej množici programa, ki se vsako leto odvija. Veste, da je bilo v zadnjih 2 letih približno 500 dogodkov letno. V tej množici programa oblikuje konsistenten program, ki se bo nanašal na različne ciljne skupine, ki bo živel skozi vse leto, ki bo seveda po tej svoji ponudbi programa specifičen, kajti ne gre za kulturno inštitucijo v strogem pomenu besede, gre za kulturni spomenik, katerega namennost pa je zelo, zelo široka. In naloga javnega zavoda Ljubljanski grad je v tem pogledu zelo zahtevna. Kako grad vzpostaviti in ohranjati še naprej kot simbolno najvišjo točko kulturnega turizma v Ljubljani, kako zagotoviti reprezentativni prostor za promocijo slovenske kulture in na drugi strani, kako seveda zagotavljati ustrezen obisk gradu in nenazadnje tudi njegovo poslovno uspešnost, kajti grad in ta javni zavod bo
v veliki meri odvisen od tega, kako bo uspel pridobivati prihodke na trgu. Naloga je torej zelo resna, pričakovanja so res velika in vsekakor mislimo, da je ta cilj, da postane Ljubljanski grad najbolj obiskana turistična točka v Sloveniji, v nekaj letih lahko tudi dosežen. Bo pa seveda potrebno zelo trdo delo, potrebno bo kar veliko vizije, kako iz tega programa narediti prepoznaven program, ki bo na daleč nek način že dajal vtis in vedenje o tem, da gre za program Ljubljanskega gradu. Hvala lepa. Hvala lepa načelnikom. Preden nadaljujemo, mi dovolite, da pozdravim še gospoda podžupana, ki se nam je vmes pridružil gospoda Aleša Čerina. Zdaj pa bi prosila dosedanje upravitelje Ljubljanskega gradu, tirne vzpenjače in stalne razstave Slovenska zgodovina, da strnejo nekaj misli o tem preteklem upravljanju. Gospod Brlek, Festival Ljubljana je z Ljubljanskim gradom upravljal zadnjih 10 let. Tudi sama sem bila del te ekipe, preden sem se januarja preselila na Ljubljanski grad. Smo pripravili še skupaj poročilo o 10-letnem delovanju, ki ga danes tudi predstavljate. Kaj bi sami izpostavili v tem obdobju kot najpomembnejše v upravljanju z Ljubljanskim gradom? Hvala lepa. Jaz bi rekel, da je zelo dolgo vroče poletje. Torej, Ljubljanski festival kot mestni zavod je po odločitvi vodstva Mestne občine Ljubljana v letu 2000 prevzel Ljubljanski grad za upravljanje. Z 3 zaposlenimi in več ali manj urejenim traktom M, to je tam, kjer so poroke, vse ostalo je bilo nekaj dela. Kot je že rekla gospa Rozman, v materialih imate knjižico, ki nazorno kaže na to, kakšni so ti prostori takrat bili, kako so potem bili renovirani, urejeni, kako smo enega za drugim v teh zadnjih 10 letih urejali, skupaj z projektnim gerojem Ambient, z arhitektom gospodom Kerinom in pa z gospodom Majem Krega, tukaj visoko tudi. Seveda, sporedno s tem smo izvajali tudi dogodke. Verjetno še vsi spomnite leta 2002 hazarskega besednjaka v režiji Tomaža Pandurja, pa koncertov v produkciji Braneta Rončele. Pa začeli smo tukaj leta 2005, mislim, da če spomin ne moti, z kinom pod zvezdami, pa 2006 festival Dunajskega Mozartovega filma. Da ne govorim o Civis Media Prize leta 2009, kjer takrat so okupirali grad za približno 14 dni. Kot veste, smo bili izjemno veliko ur v neposrednem televizijskem prenosu takrat. Potem nekaj protokolarnih obiskov, med njimi najbolj prav gotovo medijsko izpostavljen obisk angleške kraljice Elizabete II. Kaj še? Nekaj oper, koncertov in tako naprej. Na koncu smo celo uspeli odpreti to gostilno. Se zahvaljujem še enkrat tukaj prisotnima gospodoma, da sta ugriznila v to zgodbo. In ki je zgodba o uspehu, tako kot večina stvari na Ljubljanskem gradu. Jaz sem prepričan, da je ta odločitev o ustanovitvi novega javnega zavoda Ljubljanski grad prišla pravočasno. Seveda, pozabil sem omeniti še spenjačo, ki je izjemno pomembna za dostopnost Ljubljanskega gradu in smo jo končali, mislim, da v letu konc leta 2006, če se ne motim. In so jo potem prevzela parkirišča za neko krajšo obdobje. Torej, grad kot tak ima sedaj, na to sem tudi izjemno ponosen, namreč mi smo bili edini festival na svetu, ki smo bili registrirani za žičniško dejavnost. In smo seveda vzpostavili to ekipo skupaj z šefom, gospodom Lutaričem, a je tukaj prisotno mogoče njega, ki smo ga takrat seveda zaposlili, vso posadko. Potem je prišel k nam v službo
dolgoletni vodja investicij in vzdrževanja, gospod Stane Miklavec, ki smo ga tudi zaradi tega razloga zaposlili in zaradi tega razloga smo seveda zaposlili vse, ki zdaj nagrade delajo. Ekipa je narasla skupno na 38 ljudi, nagrado jih je iste ekipe 16, ki so tukaj zaposleni in ki so visoko usposobljeni za to, da lahko s tem delom nadaljujejo v veliko zadovoljstvo vseh najemnikov in seveda tudi vseh nastopajočih. Starosta med vsemi temi je pa gospa Tatjana Pinoza, ki je prišla en teden za tistim, ko smo mi grad prevzeli, ker sem jaz pač poklical njeno tedanjo službo na Iliru in sem mi rekel, naj da odpoved, ker pač se nimamo nobenega, ki bi za te stvari skrbel. Slovenske popevke moramo omeniti še druge stvari, torej bilo je izjemno zanimivo delo in sedaj, ko po teh 2 mesecih tega prehajanja na samostojni zavod hodim na grad in ga gledam z nekoliko drugačnimi očmi, moram reči, da sem na to delo Ljubljanskega festivala in svojih sodelavcev izjemno ponosen in da jim za to čestitam in da takrat, ko smo grad sprejemali, nisem mislil, da nam bo uspelo toliko veliko. Tako da želim novi direktorici Matej Valentan-Avbel z mojimi nekdanjimi sodelavci res en dober veter in eno dobro in dolgo vroče poletje. Hvala lepa, gospod Brlek, na te spodbudne besede. Gospod Lozej, tirno vzpenjača, lanskega decembra ste pripeljali 1 milijon popotnico, kar je lepa številka in tudi dobra popotnica za vnaprej, ko bo tirno vzpenjača tudi prišla pod upravljanje Ljubljanskega gradu. Kaj bi še vi dodali? Hvala lepa. Jaz bi se najprej rad zahvalil ekipi, ki smo jo sicer delno podedovali iz festivala Ljubljanskega, ki upravlja vse to dejansko tirno vzpenjačo. V tej ekipi je 10 ljudi. Inženir Tomo Dukarič to uspešno vodi. Ta uspešnost se kaže tudi v tem, da v teh 3 letih, kar naše podjetje, se pravi Ljubljansko parkirišče in tržnice upravljamo s to napravo, ni prišlo do zastoja oziroma do prekinitve obratovanja, kar je predvsem res velika zasluga te ekipi ljudi, ki je dejansko srcem na tej napravi. Pripeljali smo v zadnjih 3 letih 658 000 približno potnikov. Milijonti potnik je bil konec lanskega leta, sicer od začetka obratovanja te naprave, leta 2006. Poslovno, različno, uspešno. V bistvu vzpenjača se delno pokriva, delno pa tudi ne, pravzaprav z cenami, s cenikom, pravzaprav za sam prevoz potnikov. Tako je v letu 2008, to je bil največji obisk, 238 000 pripeljanih potnikov približno tudi poslovala z dobičkom. V letu 2009 smo se pravzaprav vsi soočili s to krizo, tudi turistični obisk v Ljubljani v tem letu odpadov. Pripeljali smo najmanj potnikov, pravzaprav 2002, približno 202 000. Tako da je bilo leto na tem vzpenjaču zaključeno izgubo. V lanskem letu se je pa ta številka dobro popravila na 218 000 pripeljanih potnikov, tako da smo leto zaključili tudi z manjšo izgubo. Drugače pa, kar se tiče samih prevozov nagrad, je ta dejavnost, ki jo upravljamo seveda kot izbirno gospodarstvo javno službo, izrazito ciklična. Najboljši meseci, oziroma da rečem osnovno, najboljši meseci so jasno poletni meseci od maja do septembra. Prvi 3 meseci so izrazito slabi po pripeljanem številu potnikov. Zdaj, z samo širitvijo, pravzaprav pa dogodki na gradu in z raznimi preditvami in z novim javnim zavodom, upam, da bodo uspeli privabiti večje število tudi meščanov in turistov.
javnomnenjske raziskave, ki se spremljajo letno, kontinuirano. Kar se tiče same Uspenjače, lahko rečemo, da so Ljubljančani to napravo sprejeli pozitivno. Če pred 3 leti 22% recimo Ljubljančanov peljalo se to napravo, se je konec 15 leta številka bilo 70% anketiranih. Tako da jasno pa je, da z dograditvijo ostale potrebne infrastrukture v mestu Ljubljana, se pravi ureditvijo parkirnih prostorov pod samo napravo, se pravi na tržnici, pod tržnico, pod Krekovnim trgom, se bo šele dejansko pravzaprav izboljšala slika prevozov in obiska tudi gradu in teh predviditev. Jasno, da ko bo to enkrat narejeno, bo treba tudi razmisliti o zapori ceste na grad, oziroma dopustiti verjetno, ko se bodo pač odločali v mestu, dostavo, protokol, pa posebno dogodki, tako da ne bi sam grad obremenjevali z vsemi temi avtomobili. Hvala lepa. Če bo še kaj pol med vprašanjem. Hvala lepa. Ob gostilni nagradi, ki smo jo danes že omenili, je bila zagotovo največja pridobitev lanskega poletja z vsebinskega vidika otvoritev nove stalne postavitve razstave Slovenska zgodovina, katere strokovni nosilci so sodelavci mestnega muzeja oziroma muzeja in galerij mesta Ljubljane. Gospod Blaž Peršin, v dobre pol leta, odkar je razstava odprta, lahko strnete nekaj vtisov. Ja, hvala lepa. Šlo je za en kompleksen projekt, pri katerem so sodelovali številni znani slovenski zgodovinarji, kustosi iz našega muzeja, z drugih muzejev po Sloveniji. Gre za nabor predmetov in v bistvu znan predstavitve slovenske zgodovine različnih muzejskih zbirk in na ta način smo nekako hoteli tudi pokazati, da je Ljubljanski grad nekako center Slovenije, center zgodovinjenja in nekega slovenskega spomina, kot je Pečnik rekel, slovenska akropola. Ta razstava v bistvu na nek način tudi distribuira možnost pogledov in je pokazatelj, kam, v katerem muzeju v Sloveniji si lahko nekdo kasneje, ko si obišče to razstavo, pogleda tudi neka bolj specifična znanja, specifična vedenja v slovenski zgodovini in kje se določeni predmeti tudi nahajajo in katere muzeje lahko obiskovalec potem tudi obišče. Zelo zanimivo pri tem je to, da je sama razstava nastala kot plod našega znanja in si jo je obegalo že nekaj tujih strokovnjakov, zdaj gre za tehnično, infrastrukturno, podporno, zelo zahteven projekt, ki je opremljen z računalniškimi tehnologijami, z različnimi pristopi za invalide, otroke, skratka za različne generacije, v katerih je ta razstava namenjena. Pri samem obisku, ko smo videli tudi analizo preteklega leta, je bilo zanimivo to, da si je to razstavo v povprečju ogledalo okoli 78% tujih obiskovalcev, kar še posebno govori o tem, kaj in komu je ta razstava tudi namenjena, skratka spoznavanje naše zgodovine in ob tem tudi naše sedanjosti, če lahko tako rečem, saj je ta razstava nek presek do današnjega časa. Razstava ima različne poglede o tem, kakšna je bila prva poselitev na Slovenskem, kako so je skozi zgodovine, skozi različne ikonične predmete, ki so tu v originalih ali v kopijah predstavljeni, ljudje si jih lahko tudi otipajo, skratka gre za res sodoben muzejski pristop. Mi mislimo, da je v bistvu postavitev te razstave bila tudi za tega, da se nekako vrednoti stalnost, prisotnost muzejskega oziroma zgodovinskega pogleda na Ljubljanski grad in s tem Ljubljanski grad jasno dobi neko stalnico, ki bo monumentalno lahko zapolnila to vrzel. V
V smislu bodočega delovanja pa mislimo, da je z nekim poglobljenim komunikacijskim pristopom možno povečati te obiske, možno jasno nadgraditi te razstavne možnosti tudi z občasnimi razstavami, s katerimi bomo verjetno sodelovali tudi v muzeju in galerijah mesta Ljubljane z našimi zbirkami, ki jih hranimo, obenem pa tudi z sodobno umetnostjo, ki bi bila ob določenih konceptih, ki se nagrado bodo odvijali v prihodnosti, verjetno zaželjena. Ljubljanski grad bo na ta način dobil enoten, koncizen pristop v tem, kako ga promovirati, na kakšen način bo prispeval k kulturni, turistični podobi našega mesta, obenem pa, kot sem že rekel na začetku, možno, da si ljudje kasneje, ko se stopijo z gradu z vzpenjačo ali pa z drugimi, se pravi, speš možnostjo razgledajo naše mesto in ga na ta način doživijo še bolj doživeto in bolj večplastno. Jaz bi na to. Hvala lepa, Blaž. In ne nazadnje, z nami je nova direktorica Ljubljanskega gradu, magister Mateja Augman-Valentan, ki nam bo strmila nekaj prvih odtisov o vodenju, kaj nas čaka v letošnjem letu, kaj se obetamo v prihodnje. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Dobrodošli na gradu. Najprej uvodoma bi se zahvalila ustanoviteljici Mestne občine Ljubljana, gospodu Zoranu Jankoviču, dr. Urošu Grilcu, gospe Eleni Jevnik, ter seveda za pomoč in sodelovanje Ljubljanskim parkiriščnim tržnicam, gospodu Samotu Lozeju, Festivalu Ljubljana, gospodu Darku Tobrleku ter gospodu Blažu Pršinu iz Mestnega muzeja. Imamo zelo kratko zgodovino, mogoče bi jo za začetek tudi opisala, kaj se je v teh 2 mesecih zgodilo. Torej, z 12. januarjem smo se nekako pisali v sodni register in začeli pravno formalno tudi obstajati. Sledila je priprava akta o sistematizaciji delovnih mest. Vmes smo pridobili tudi nov logotip 19. januarja in sicer v sestavi komisije profesor Janez Koželj, podžupan, dr. Uroš Grilc, Žare Karim in Mateja Augman-Valentan. Avtorja logotipa sta pa Helena Ravnikar in gospod Amadeo Fister iz podjetja Ambient. Na kar je sledilo upis v davčni register, to se je zgodilo konec januarja. Vmes smo seveda pripravljali poslovni načrt, finančni načrt in tega tudi še uspešno oddali. Naj povem, da v novi javni zavod prihaja 16 zaposlenih iz Festivala Ljubljane ter 10 zaposlenih iz Ljubljanskih parkiriščne tržnice. Trenutno tudi pripravljamo pravilnike in kataloge za nemoteno delovanje zavoda. Naj pa povem, da bomo kot zavod začeli delovati 31. marca, ko bomo podpisali primoprodajne pogodbe med Ljubljanskim gradom, Festival Ljubljana, ter med Ljubljanskim gradom in Ljubljanskimi parkiriščnimi tržnice. Naj tudi omenim, da imamo od danes novo spletno stran. Se tudi vidi. Zelo smo veseli, da smo stopili tudi v ta elektronski svet in da se nas da tudi tako že videti. Za začetek bo samo v slovenskem jeziku, pričakujemo konec tedna še angleško verzijo in konec meseca še v drugih svetovnih jezikih. Bi mogoče še par besed o investicijah. V letošnjem letu sta predvidene 2 investicije. Najprej prenova trakta A v vseh 4 nivojih. V zgornjih nivoju je predvidena gostinska ponudba z souporabo terase. Prenovili oziroma končali bi tudi obnovo lapidarja KLMT. Obnova je začasno stoji zaradi prisilne poravnave SCT-ja, ki je tudi izvajalec teh del, vendar mi je župan že prej namignil, da bo do dela se nadaljevala, se pravi še v tem mesecu in bodo tudi uspešno končana pred poletjem 2011. Obvestila bi vas, da bomo 16. maja obeleževali Dan Ljubljanskega gradu.
Zakaj ta dan? Na ta dan je namreč leta 1905 gospod takratni župan Ivan Hribar skupaj z mestnimi oblastmi odkupil Ljubljanski grad od takratnih deželnih oblasti. Na ta dan bo tudi dan odprtih vrat, že en dan prej, 15. ko je nedelja, in bomo povabili seveda vrtce in šole, da nas obiščejo. Imajo tudi, za vse bo tudi prosto vstop, seveda. Kakšne so naše želje v prihodnje? Kot že rečeno, si želimo 1 milijon obiskovalcev. Kaj to pomeni? To ne pomeni, da bomo sedeli in čakali, ampak to pomeni, da se bomo z vsakega obiskovalca posebej potrudili in ponudili čim več odprtih zadev, se pravi, da bomo prijazni, odprti in da bomo tudi za spletno stranjo pridobili tisto, kar si želimo. Nadaljevali bomo z obnovitvenimi deli. Kot veste, je grad nikoli končana zgodba, kar se tiče investicij. Razširili gostinsko ponudbo, želimo si dopolniti oziroma dokončati vinoteko z izbranimi slovenskimi vini. Želimo pa si tudi skupaj z upravno noto, v kateri smo trenutno v razgovorih, nadgraditi ponudbo poročnih obredov. To je eno lepo delo. In sicer tudi obstaja ena statistika. Vsi tisti, ki so do zdaj obiskovali spletno stran Ljubljanski grad, je bilo 70% takih, ko so kliknili poroke. Se pravi, da to za nas bil en tudi klik, kako pa kaj v prihodnje. Intenzivno se bomo začeli tudi ukvarjati z trženjem, tržne dejavnosti. Imamo čudovite dvorane, tehnično popolne, v čudovitem grajskem okolju. Želimo si sprejeme, konference, predstavitve, protokolarne dogodke na višjih nivojih. Tujim obiskovalcem pa bi se želeli približati z prevodi v več svetovnih jezikov. Ne povem, da je do sedaj januarja, mislim, da statistika, da je bilo tudi 80% ljudi iz tujine, se pravi, da so v večini. Zaradi odlične lege grajske planote bomo oživili sprehajalno pot med gradom in Plečnikom in Šancami. V prihodnje tudi uredili parkirišče, zelenico. Želimo postati vzor za ekodelovanje z negovanjem okolice gradu, z sprehajalnimi poti, z vsebinsko nadgradnjo, s strokovnostjo osebja, kot je gospod Brlek že omenil, in predvsem za našo prijaznostjo, odprtostjo. Želimo, da bi se naši obiskovalci gradu počutili dobro, da bi se počutili predvsem udobno in da bi se zaradi tega tudi radi vračali. Dobrodošli in hvala. Hvala lepa. Preden smo vam na voljo, spoštovane novinarke in novinarji, za vprašanja. Nam rada omenila samo še, da smo v vrečke, ki ste jih dobili pri vhodu, če jih slučajno niste vzeli, pa jih boste ob izhodu, v mapah pripravili sporočila za javnost in nekaj podigrajskih materialov. Izdali smo prvo zloženko, mesečni koledar prireditev, ki bo poslej stalnica. Na CD-ju je nekaj fotografij gradu, novi logotip, karkoli pa boste še potrebovali, pa seveda ne znajdete v naši službi za odnose z javnostjo. Pripravili smo že tudi prvo novo turistično zloženko, ki je prav tako priložena, in pa poročilo Festivala Ljubljana o tem 10-letnem upravljanju. Ker se bliža Gregorjevo, lep slovenski praznik, ki ga obeležujemo tudi na Ljubljanskem gradu, pa še malenkost oziroma ena pozornost za vas in ob tej priložnosti zahvala gostiki. Zdaj pa izvolite. Jaz imam eno vprašanje Jašnega v Radio Kaos. Že ob napovedi ustanovitve zavoda se je veliko govorilo o sinergijah in boljši učinkovitosti in dalje, ki jo bo prenesla ustanovitev. Pa me zanima, kje točno se bo to pokazalo v hitrost delovanja, v kakšni nove ponudbi, če pa pač te nove stvari. Lahko jaz. Torej, sinergijo delovanja absolutno vidimo najprej v dodatni ponudbi. To je, se pravi, na teh porokah, se pravi, tudi na trženju zadev.
V dogovorih smo tudi z Zavod Turizem Ljubljana, tudi za dodatne nove programe, z odborom za kulturo oziroma našim načelništvom pripravljamo en sklop programov za to leto. Se pravi, v vseh teh zadevah je sinergija nujno potrebna za pridobitev toliko število obiskovalcev, kot je naša želja. To do zdaj ni bilo možno v zdajšnji organiziranosti delovanja Ljubljanskega gradu. Mogoče bo to gospod Brlek več povedal, jaz se lahko povem samo od naprej. To je bilo. In tudi izjemno sem vesel, da bo novi zavod upravljal s penjačo. To smo tudi na začetku predvideli. Tako da jaz bi rekel, da niso samo sinergije tiste, ampak razvoj gradu kot takega. Grad je postal velik in grad je prišel do točke, ko rabi samostojno organizacijsko strukturo, da bo postal še večji in še boljši. In mislim, da, zato sem rekel, da je ta odločitev bila pravočasna. Tako da, veste, če pogledate podrobno tole knjigo, boste videli razlike prej in potem. In potem vam bo jasno, zakaj je mogoče zdaj ravno pravi čas, da se to zgodi. Zato se bo to večin še šelivo obvajal, gospoda vprašati, če ste kaj žalostna, nekaj. Jaz bi nekaj k tem sinergijam dodal zraven vprašanje glede izgube, ki jo spenjača, zdaj s tem bo verjetno ta izguba pokrita. Jaz bi vam odgovoril pred 3 leti, zdaj imamo gospod. Ja, kar se tiče naše družbe zdaj, jaz mi upravljamo do druge gospodarske javne službe, pa tudi tržne dejavnosti in se pa znotraj podjetja na koncu podnebne balansiranje, tako da pozitivno poslujemo normalno. Tudi nismo zadolženi in tako se trudno s čim manjšimi stroški, to zato naredimo čim več. Samoostanjača je pa, da rečem, ta osnovni del samoostanjača posebej, jasno je pa odvisen od cele te mreže dogodkov, infrastrukture, ostale in tako naprej. Jasno, da je to del neke atrakcije mesta, neke turistične dodatke ponudbe in tako naprej, ampak če se na gradu nič ne dogaja, oziroma se dogaja več, tukaj vidimo, in upam, da se bo še več, bo tudi sama, da rečem, spenjača kot taka poslovala, bi mogla poslovati pozitivno. Zdaj, cene jasno so postavljene, mestni svet jih določa, so fiksne, zadnjih, kar mi upravljamo, zadnje 3 leta so fiksne. Prej se pozadno meni še tak dogodek pomemben za funkcioniranje te same naprave, da smo v konstanskega leta uspeli pridobiti podaljšano uporabno dovoljenje za naslednja 3 leta, tako da to predajamo, da rečem, napravo je spravno, vse nepotrebni papiri. Problem je, ker, pravi problem je v tem, ker ta naprava deluje po zakonu o žičniških napravah. Potem zakon, to je isto kot pohodska spenjača, pa mora imeti tako zobrazno strukturo, mora imeti strojnega inženirja, mora imeti ljudje na urniku, da tu je 2 smeni, 3 ljudi, en zgore, en spode, en sami spenjači, tu vzgledanje. Zdaj, hočemo reči, nekaj stroško res tem, ker že zakonodaja to določa. Tako da z neko celovito upravljanje, da rečem, tega gradu, ne mislim, da sem izključen ta grad, ampak da rečem, z ravnino kot riba in izbor, da to stvar pozitivno razmislim, kot eno največje strah in Če bi jaz imel samo še, ker zdaj me samo navedel na to. Ko govorimo o sinergijah, seveda ne govorimo o sinergijah na Ljubljanskem gradu, ampak govorimo o sinergijah v mestu. Tu je sinergija. Torej, tako kulturna ponudba mesta, kot turistična, kot javni prevoz,
kot garaža po Tržnico, ki upam, da bo čim prej, in vse te stvari, vse te sinergije, kot javni zavod Ljubljanski grad, kot festival Ljubljana, vse te stvari, Ljudko Nobljevič in podobni, bodo pripeljali do tega, da bomo za vidanja vredno mesto. In z Stožicami, še to moramo omeniti, se popravlja tudi en redkih minusov, ki ga je Ljubljana imela, da nimamo velikih rok prireditev in koncertov. Še lani je ta ocena bila taka, prav gotovo bo zdaj drugačna, ker se koncerti vrstijo vsak teden. Tako da to so tiste sinergije, ki bodo iz Ljubljane naredile metropolo. V bistvu nekako pred časom je bilo že govor o tem, da naj bi se oblikovala ena stopnica enotna. Zdaj moramo recimo obiskovalci plačati najprej za spenjačo, potem recimo za muzej, za nastav. A se je že mogoče oblikovala kakšna stopnica, oziroma da lahko kaj takšnega pričakujete? Lahko jaz. Torej, kot sem že omenila, bomo z 31.3. nekako začeli delovati kot eno, se pravi zavod samostojno, s primopredajanimi pogodbami. In takrat bomo tudi takoj uskladili enotno ceno, ki pa mora biti potrjena na mestnem svetu. In to bo se zgodilo v prihodnem mesecu. Tako da, toliko. Mogoče že veste, s kakšnim proračunom bomo se dogovorili? Žal, čakamo tudi na to sejo 21. marca, ker bomo tudi dobili potem odločbo o financiranju. Tako da. Če lahko dopolnim, cena je že zdaj kombinirana za različne, da rečemo, obiske gradu. Če pogledate cenike tudi na spletni strani, to ste videli, da imate ene cene za odrasle, ene za povratno vozovnico, ene samo za gor, ene za dol, za dijaki, študenti, otroci do 7. leta, za stojni otroci, šolo obvezno spremstvo staršev, neka cena. To so pa kombinirane, cela serija nekaj kombiniranih vozovnic, povratna vozovnica za odrasle, delom virtualnega muzeja, mislim, razglednega stopla. Ena cena, povratna vozovnica za odrasle, in tako naprej, da naš beren se nekaj gleda pred sabo, da lahko pogledate. Mislim, da če zdaj kar nekaj tega bilo poskušano, oziroma je narejeno, je pa res, da to gre s proceduro na mestnem svetu, kjer tudi nam jasno zgodarijo te cene. Če lahko samo jaz dodam še k temu, ravno to, kar je samo zelo našteval, je pač dokaz seveda, da na neki točki je bila treba to stanje preseči, ker je število tistih, ki so bistveno povezani z življenjem gradu, začenši pri vzpenjači, kot tistih nogah, ki nekako peljejo do gradu, in do množice programov na gradu, kjer je vsak nek drug upravitelj, ne gre za mini teater, ne gre za razstavo, ne gre za razgledni stolp. To množico je bilo možno seveda preseči zgolj na način, da se vzpostavi eno pravno osebo. In ta ena pravna oseba, se pravi nov javni zavod, bo seveda lahko in mora upeljati celovito tudi cenovno politiko. Že v sami ustanovitvi javnega zavoda smo v poslanstvu in tudi v obrazložitvi akta ustanovitvi jasno zapisali, da je cilj, da je grad čim bolj dostopen različnim ciljnim skupinam. Zato bo tudi ta cenovna politika na gradu prihodnje zelo naravnana k uporabnikom. Ne smemo seveda pozabiti, da grad je seveda turistična točka, da pa je izrednega pomena tudi za Ljubljančane. In vsekakor je to pri tem treba upoštevati. Ljubljančani so seveda zelo pomembni obiskovalci, ki jih želimo na gradu imeti čim več. Še? Rekli ste sicer, da še imate finančne in vsega, ampak vse mogoče veste, kolikšen del dohodkov boste mogli ustvariti sami, koliko boste dobili mestne občine in v bistvu kako boste pokrili morebitno oziroma zelo verjetno vsaj v prvem in drugem letu od spremljača. Torej, jaz res ne bi v tem momentu govorila o financah, predvsem zaradi tega, ker čakamo sejo in sprejetje proračuna in na ta delež, ki nam bo namenjen. Lahko pa povem, da si želimo, da se poveča število potnikov na tednu spenjače za 10%. V tem letu, da sedaj je bilo 222 tisoč potnikov lansko leto, mislim, da je.
Lahko povem tudi, da se želimo povečanje obiskovalcev v infocentru za 15%. Tudi potem, glede, kar se tiče oddajanja prostorov, se pravi samo trženje, kot sem že omenila, tudi tukaj je nekje za 15%, tako da del poslovnega in finančnega načrta je pripravljen, samo o financah pa težko govoriti, ker čakamo na sprejetje proračuna. Rekli ste, da želite povečati oddanost poslovnih prostorov, zdaj, ki so namenjeni za trajnejše oddajanje v nagrado. Je pa znano, da do zdaj so bili zelo neuspešni javni razpisi. Boste poskušali z javnimi razpisi ali mora biti z direktno oddanost? Po zakonu moramo z javnimi razpisi. Direktna oddaja, mislim, da je po tretjem neuspelem razpisu, tako da v vsakem primeru z javnimi razpisi. Zvenik, o tej zapornici, ki jo imate tukaj na cesti, zdaj na prvi pogled deluje to tako, da želite včasih prisiliti ljudi, da se spenjačo pa dela. Me zanima, kakšen režim bo te zapornice, mislim, bo odprta, bo zaprta, kdaj bo zaprta, kdaj bo prometni možno za avtom gor. Ja. Mislim, da je to ena taka tradicija Ljubljane, mislim, veliko parov je že na tak način se Ljubljana spoznala tako. Parkirna ureditev je trenutno rak rana gradu. Je zaenkrat neurejeno, čakamo na parkirišče oziroma garažno hišo pod tržnico. Do takrat pa bomo poskušali urediti parkirišče gor. Zapornica ne bo zaprta, ampak bo odprta, tako kot je zdaj. Odprta je v zimskem času mislim, da do 23. ure. Tako da odpre se ob 9. dopoldne in zaenkrat bo tako funkcioniralo. Zakaj to govorim? Govorim zato, ker se nam dogaja, da ljudje, ki imajo delovno mesta oziroma ki so zaposleni v centru mesta, parkirajo na gradu in potem ne vem, kako gredo dol. Pri nas parkirajo, gredo dol v službo in potem te službe tudi nazaj gor po avto in domov. Se pravi, poskušamo uvesti en red in upam, da nam bo uspelo v prihodnje. Ja, zadeva je taka, ko bo parkiranje bolje urejeno, oziroma ko bodo parkirna mesta zagotovljena v središču mesta pod samo spenjačo, jasno, da se bo potem politika, oziroma na prometno parkirno politiko mesta, da se potem odloča skupaj z ljubljanskim gradom in samim poslovanjem te družbe odločila tako naprej. Tudi vsemi najemniki jasno, ne vsej. V tem trenutku se zapre kar enostavno na dan, ker tudi ti, ki so tukaj začeli in vsi začetki so težki, ne, jasno, da se trudijo poslovati nekako na drugo, ne, to je v interesu vsakega vjernega. Morate povedati, da je kupanih drugih interesov, kot recimo, ljudi priživati v centru mesta, kot ljudi se kaj rekreira, hodi na sprehode, teke in tako naprej. Zdaj, še tisti košček, da rečem, da so to pločevino nekaj hrane. Ko bo parkiranje urejeno, takrat je po moj čas, da se te stvari doreče dokončno. Še kakšno vprašanje, gospod Svetek? Katera prireditev je bila lanske let najbolj odmevna na Ljubljanskem gradu in kakšno povezavo gledate oziroma predstavljate oziroma ste želite med Stožicami in Ljubljanskim gradom? Na prvi del vprašanja vam jaz lahko odgovorim. Prav gotovo film Pod zvezdami, pa stand-up komedija, pa balet Samorok. To so bile 3 take prireditve iz vseh žanrov, ki so napolnile popolnoma dvorišče. Primerjava med Stožicami. Tukaj je izvedba koncertov slaba oziroma akustika je slaba, zato
tukaj ni priporočljivo imeti koncertov, predvsem solo koncertov. Sicer pa želimo pridobiti koncerte v smislu rock in tako dalje. Solisti se oziroma ne želijo prideti, ker pač je akustika slaba. Kar se potiče rock scene, tukaj pa si želimo nadgraditve in upamo, da bomo lahko sodelovali v bližnji prihodnosti z kakšnimi izvajalci, ki so zanimivi seveda za nas. Koliko pa dvorana, če je dvorana pokritna, pa največ sedežev naprema? Dvorana? Dvorana. A mislite Stanovska in Palaci? Ja. Mislim, da skupaj nekje 700 stojišči, tako da ni malo, ampak 500 sedeži, ja. 500, tako, 500 sedeži. Prosim. Še kakšno vprašanje? Vi ste zaenkrat še vršilka dolžnosti, ne? Tako je. Kdaj pa bo kakšen razpis za direktorja? Ker še javni zavod ne obstaja, sem seveda vršilka dolžnosti, razpis za direktorja pa je predvidoma, mislim, da smo rekli za mesec juni. Tako da mesec juni je tako. Do takrat bodo vse stvari pravno formalno urejene za vzpostavitev nemotenega delovanja. Ampak vse veste, direktorji ne nastavljamo samih sebe. Tako je. Ko se odločijo. Če smo zaključili z vprašanji, še povabilo na nocojšnji 2 otvoritvi razstav na Ljubljanskem gradu. 19. odpiramo Potokotna stolp prostorsko postavitev Nataše Šuštaršič-Plotajs. Ob 20. uri pa v Palaciju fotografsko razstavo As I Was Dying, fotografa Pavla Pellegrinija. In če smo v koncu, oziroma pri koncu, najlepša hvala vsem govorcem, vsem vam za udeležbo, verjamem, da tudi dobro sodelovanje in tvorno v prihodnje. In prav je, da novemu zavodu tudi nazdravimo, zato ljudno vabljeni v obhodno dvorano in pa lepa hvala Grajski kavarni za ta prispevek kulinarični in vinski. Hvala lepa.